3. maja je papež Frančišek obiskal rimsko župnijo Svete Marije Kraljice miru v Ostiji. Med sveto mašo je vernike spodbudil, da krščansko življenje pomeni ostajati v Jezusu. Jezus nam je to razložil s prispodobo o vinski trti in mladikah. Ta podoba je preprosta. Ostajati v Jezusu pomeni biti združeni z njim, da od njega prejemamo življenje, ljubezen Svetega Duha. Res je, da smo vsi grešniki, toda če kakor mladike na trti ostajamo v Jezusu, Gospod pride in nas nekoliko obreže, tako lahko vseeno obrodimo sad. On vedno skrbi za nas, a če se od tam odmaknemo, ne ostanemo v Gospodu, smo samo kristjani besed, ne pa tudi življenja. Smo kristjani, vendar smo mrtvi, ker ne obrodimo sadov, kakor mladike, ki so bile odstranjene s trte. Med pastoralnim obiskom, preden je daroval sveto mašo, je papež tudi spovedal nekaj vernikov iz župnije, poleg tega pa se je posebej srečal še z bolnimi in ostarelimi, mladimi ter z družinami otrok, ki so bili krščeni v zadnjem letu. Ostareli imajo izkušnjo življenja in nam dajo spomin, spomin našega naroda, spomin družine. Zelo pomembno je hoditi s spominom. Bolniki pa so zelo podobni Jezusu, trpijo kot Jezus in nosijo križ kot Jezus. Vi ste v tem smislu privilegirani, je dejal papež Frančišek. Papež je na srečanju z bolnimi in ostarelimi spomnil še na modrost življenja in izkušnje ter na modrost bolečine in potrpežljivosti, katerih nosilci so prav bolni in ostareli. Mladim, s katerimi se je srečal, zatem je odgovoril na vprašanje o pričevanju in veselju. Dejal jim je, da je v življenju vedno treba izbirati in da nekatere odločitve niso lahke. Vsi se lahko zmotimo, pademo, grešimo, a pravo pričevanje je, da se ponovno dvignemo z Božjo milostjo, da rečemo, da grešnik sem, zmotil sem se, to da grem naprej, kajti Gospod je z menoj. Nazadnje je papež Frančišek pozdravil še starše in druge sorodnike otrok, ki so bili krščeni v zadnjem letu. Krst je lep korak, jim je dejal, z njim se začne življenje vere. S krstom otrok prejme luč vere, papež je tako zaželel, da bi vedno ostalo to posredovanje vere. To je najboljša dediščina, ki jo lahko damo otrokom, luč vere, skupaj s krščanskim pričevanjem.